Dobrodošli, spoštovani gledalci, v poslušanju oddaje V družbi z Jezusom. Če mu hočemo zares ostati zvesti, bomo neizogibno pri ljudeh tega sveta naleteli na težave. Sam nas je namreč na to opozoril z besedami, ki jih beremo v Evangeliju po Luku. Nad vas bodo dvigali roke, preganjali vas bodo, izročali vzhodnice in ječe in zaradi mojega imena vas bodo vlačili pred kralje in oblastnike. Vam pa bo to dalo priložnost za pričevanje. Mnogo tega je v svojem nadvse bogatem življenju z Bogom doživel moj današnji gost. Župnik v Črešnicah in na Svetini, gospod Vinko Kraljič. Lepo pozdravljeni v našem studiu, gospod Kraljič. Hvala lepa za povabilo. Sicer nisem tako rad v raznih medijih, bolj v ozadju človek dela, ampak sem se odzval vašemu povabilu in sem danes tukaj z veseljem. Z veseljem, s hvaležnostjo, pravzaprav za že 60 let vaše duhovniške službe, biserno mašo ste praznovali in je to res tisto, kar sem nekje prebral, en zapis v tem času, ko ste praznovali vašo jubilejno mašo, da je to pravzaprav največ, kar lahko človek na zemlji doseže, da postane Kristusov duhovnik. Ja. Se je veliko poklicev, ampak da je en človek Kristusov delavec, namestnik, da lahko dela v njegovem vinogradu, to je pa največja čast, ki nas lahko doleti in čas, ki nismo vredni, ampak vedno hvaležni. Za mene, ne samo, da sem imel zdaj bistveno mašo, bila je bolj na skromen način praznovana na Svetini, drugače ne zaradi koronavirusa, ampak za mene je vsaka sveta maša bistvena maša. In pa na novo mašo se bogoslovec veseli, da je prišel tako daleč, da jo pravi. In prav tako bi lahko rekel, da mi je Bog dal tisto milost, da sem se veselil vsake svete maše, kot da bi bila nova maša. In to iz hvaležnosti, ko sem rekel, do Boga, da me je sprejel v svojo službo. In pa, ko sem prej tudi rekel, vredni tega službe ni nobeden, ampak Bog nam je podari in nas napravi za svoje, nas pošilja kamorkoli. Pa se je rekel tudi, vzemi svoj križ in hodi za menoj. In lahko bi rekel, da sem, ne da bi se zdaj tega bal, oziroma da bi se nekako pritoževal, ampak pošiljal mi je razne križe in težave in to je bilo zdravilo za mene. Da sem ostal vedno spodaj. Da sem ostal, ker na svetu je največ križev in težav ljudi, bogatih, srečnih je bolj malo. In tako se lahko razumel vsakega človeka, če je prišel s tem križem, s to nadlogo, pa sem mu lahko pomagal, se lahko z njim pogovoril. Če bi šlo pa samo dobro, ne vem, če bi prišel tako daleč, kot sem. Že od malega vas je Kristus zelo vzgajal za to službo, namreč veliko ste morali trpeti že od malega. Prihajate iz družine s 5 otroki, 3 fantje, 2 dekleti, drugi ste bili po vrsti med otroki in pravzaprav ste težko živeli, kaj ne? Z otroških let, vsem med življenje in leta med vojno, bom nekaj še tam povedal, je veliko zapovedati in nekajkrat sem bil že na robu smrti. Ampak pa sem se vedno vprašal, ker nisem umrl v tej drugi nezgodi, zakaj me Bog pusti pri življenju. In moj spomin gre nazaj
ko sem bil mogoče star 1 leto pa pol, mogoče 2, ko sem bila z mojim bratom Joško še sama. Mama pa ata sta nekje tam v bregu kopala, blizu je bil en potok, poln vode, danes vidim potok, rjave vode. Tam smo stala in sem videl, še zdaj vidim eno vejo, ki se je majala v vodi in se hotel zagrabiti, sem stopil naprej in štrbunknil v vodo. To še zdaj vidim, kako je to bilo. Potem ata so gotovo skočili v vodo, voda je bila deroča, nekaj so me pač ven dobili in takrat pač lahko bi utonil, ampak Bog je verjetno imel nekaj namene še z menoj. Gotovo. In mama so mi rekli, ko sem bil 1 leto star, sem imel tako hudo bolezen, so prižgali že mrtvaško svečo, ko sem mislil, da sem že izdihnil. Pa me Bog še pustil na zemlji. Tako. To je bilo od začetka. Potem bil sem star 6 let pa pol, ko se je vojna začela. Tukaj pa bi lahko nekaj več povedal, kako je bilo. Ata so bili poklicani v orožne vaje. Tik pred vojno 6. aprila se je začela vojna z Jugoslavijo takračno. In sem bil nekaj tam gor pri Črni, prišla nemška vojska s tanki, ata na Koroškem. Na Koroškem in oni so bili, tiste tanke, vlekli so jih voli, takrat ni bilo nobenega streljanja, ampak komandant je se z očetom poslal potem na vlak in v Nemčijo. Mama so ostali sami, z nami 5 otroki. Jaz sem bil 6 let in pol, moj brat je bil mogoče 7 pa pol, ostali pa mlajši 3. In takrat se je začelo najprej 2 stvari. Delo. Z mojim bratom imeli smo majhno kmetijo, imeli 3 glave živine, nekaj 2 svinje, ali kaj. Mi da smo morali prijeti za delo odraslih. Vse, kovariti živino, kidati. Enkrat so nas poslali, mama, je bila zima, ostra zima, snega veliko, nimamo drv. Pojdite v gozd in poderete eno bukvo. Takšna mala fanta. Takrat smo napregla krave, potem pa sani, ki je bil sneg. In smo šla, še danes me zdaj v roke, ko smo se dolgo žagali. Na roke žagala. Tisto bukvo je razžagala, naložila, prinesla domov, doma spet razžagati, cepiti za drva. Taka mala. Danes je bilo to nemogoče. Ampak mi smo bili tako izurjeni otroci v vsakem delu, da imamo v tem smislu nobene skrbi za nas. Na njivi, na travniku, v gozdu, doma. In potem če smo na druga dela, seveda, ko si se prišli druge, ampak obračati pa skupaj spravljati, to smo pa mama pa mi dva, ali pa ukapa, vse smo delali skozi in skozi. Ampak to je bilo eno, tisto delo, vsakdanje delo brez prestanka. Šolo, po maši, ko sem prišel domov, kakšna tujšna župa je bila, zmestna župa smo rekli, in potem pa takoj na eno drugo delo. Zvečer smo delali v tem naloge pri petrolejki. Očeta so vam odpeljali, kako ste živeli brez očeta? Mi smo živeli, ota so bili 3 leta v Nemčiji. In kaj pa smo mi, mama se je, da moramo pa moliti za ata, da pride domov. In se spomnim, enkrat bila mesečna noč, ko smo tam ob 11. večer še grabili, mama pa mi dva, ostali otroci so tam sedeli. In potem smo, ko smo končali, smo nekaj povečerjali, še tako pozno, potem smo pa šli moliti. Zdaj pa moliti, ne samo imeli. 3 rožne vence vsak večer, 3 litanije vsak večer, pa še nekaj drugega. Leta in leta, kaj skozi, vsak večer. Pa tudi, če smo šli ob 11. šele moliti, pa smo molili tam 1 uro pa pol, kako pa še bilo, in smo pokleknili vsak
na kakšen stol ali tam na klop, da so se malo naslonili in smo molili. In je bilo tako, jaz sem znal potem na pamet litanijo vseh svetnikov, moja sestra, 4 leta stara, je znala na pamet litanije Matere Božje, brat pa srca Jezusovega. Ker smo vsak večer smo tisto molili, leta in leta. Na kolenih, Ja. rožni venec. Vse 3 dele rožnega Vse 3 venca. dele rožnega venca in 3 litanije, Zato, da bi se oče da vrnil. bi se Ato vrnil. In potem so nas pa hoteli odpeljati. Ena soseda imamo nekako zatožila, da mama ne znajo vzgajati otroke. Razgajali so nas versko in je bilo določeno eno nedeljo, da nas bodo odpeljali. Nemci odpeljali, ja. In mami so naročili, da naj spečejo kruha za en teden dni suhega. Videla smo šla z bratom v sosednjo vas, da bi bil mlin, pa so nam povedala, mama mora speči kruh za en teden dni, suhi kruh, ko nas bodo odpeljali. Mila se nisem mogla predstavljati, kako to bo, ko nas bodo odpeljali. In tista nedelja je prišla. Tisto malo obleke, kar smo imeli, so malo skupaj spravili, pa en žakelj tam kruha so ga spekli. In smo pri sosedih, tja so pa prihajali Nemci, gestapovci, pa SS-ovci. In se je začelo okrog 9, 10 avto je tja vozili, mi smo tja gledali, ni bilo več kot kakšnih 300 metrov do tja. In potem je prišel en črni avto, tako to pa za nas. Rekli smo mu Marica, črni avto, ki je vodil ljudi. Mi smo tam pred hišo začeli moliti, nismo nič zatakovali, živine in svine nismo nič napotrali. Tam smo molili, celo do popoldne pa prideta 2 dekleti, tako zdaj pa pridejo po nas, da pridemo tja. Se pa je začelo tako vreščanje tam v tej hiši, ženske so prihajale, godba je bila in verjetno so bili vsi pijani, da so te deklete rekle, danes vas ne bodo odpeljali drugič. Potem smo pa šli, da smo malo kave ali kaj so skuhali, da smo nekaj jedli. Vi ste pa ves dan molili. Mi pa ves dan molili do pol petih, od jutra do pol petih, kaj skozi. In vas niso odpeljali. Potem pa Ata so pa potem bili zadnje leto ali kakšen 2 pri enem kmetu. V Nemčiji. V Nemčiji, blizu Siegen, ko smo bili, Ata pa mama pri meni, sem še tam mimo, ker tukaj sem bil v tem kraju. Pri enem kmetu, ker so nemški fanti pa možje bili na frontah, so pa potem potegnili iz zaporov, tako, ko niso bili kriminalci, Ata so bili samo vojni ujetnik in jih imel tisti med zelo rad, Ata so bili izvrsten delavec, spoznali so se na vse in je dovolil, da so lahko včasih dobili kolo in so šli 2 ure daleč, je bil pa drugi sosed tudi iz naše vasi, da so se dobili, kot imate malo denarja, pa bodo gostilnice malo kaj kupiti. Ni se bal za njih, kam pa ne grejo, brez denarja, brez dokumentov. In kontrola v Nemčiji je bila še hujša kot pri nas. V avtobusih, na vlakih posod. Mama so napisali, Ato, če boš prišel domov, nas ne bo več našel doma. Ata je pa to tako prizadelo, da so takoj pobegnil. Odpisali, povejte, ena gospa, ki je tam bila, če vas ne bom našel doma, so rekli, povej, prišel bom, pa je bom ubil. Tako so rekli, če vas ne bom našel doma. In bil je mesec avgust, mi smo z mamo tam na njivi smo sadili sadike za zelje, z bratom smo nosili v ajmerih vodo iz Grabna, da smo tam zalivali. Kar nekrat se pokaže Ata, tam je bil en škeden, potem bila hiša, preškedna Ata. Mi smo zavpili. Vsi skupaj. Ata, mama, pa otroci hoteli tja. Potem pa nismo drugega delali, kot samo jokali smo.
Lokali smo. Zdaj pa, ata so prišli. Rekli so tistemu kmetu, če bi lahko šli obiskati, tega soseda, dobro, to imaš nekaj denarja, so šli. So pa se kupili vozovnico za tiste denar, koliko je bilo. To je bilo okrog 200 km severno od Frankfurta, kjer so bili. Kako dalje se vozovnico kupili, niso vedeli. Prišla kontrola, so bežali v stranišče, zaklenili, tam so rukali noter. In potem vlad je šel, smo zdaj pa gotovo telefonirali naslednjo postajo, da je nekdo v stranišču zaprt. In prednji vlak postavil, na drugi strani so šli ven, da pa ta skrivnost, to je bilo še v južni Nemčiji nekje, so šli peš skozi Nemčijo, Češko, Avstrijo, da so prišli domov. Nam tega niso rekli, po noči te smo vedeli. Po noči sem hodil, po dnevi pa sem se skrival v gozdovih. Kaj pa ste jedli? Avgusta, kar je bilo pač na nivah, runkla ali krompir, pa kakšno jabolko. Kako dolgo so hodili, ne vem, ampak lahko človek prehodi to razdaljo. To sem si jaz večkrat vprašanje postavljal. Če mi, ja, lahko bi rekli, Marija pomagala na nek način, a o tem niso nič govorili. Koliko časa so potovali oziroma pešačili? Je verjetno več kot 2 meseca. Gotovo. So hodili tega dol in da so prišli in potem so bili doma. Tisti osebi so oprostili vse. Nas potem niso odpeljali, ker se je bala tistega atovega pisma. In tako, da smo ostali doma. Ja, potem pa čez nekaj časa bi morali, pa so bili prijavljeni tam v Vojniku, da so bili poziv na nemško vojsko, so pa slovenske fante so se pošiljali v rusko fronto. So raje šli partizane. To je pa tudi ena taka zgodba. Na hribu gor, od nas naprej, je bila ena hiša, ker so se partizani večkrat zbirali. In tam so tudi večkrat šli. In ko so bili odločeni, da grejo partizane v gore, tam pri Sotski gori je bila planina, je bila ena brigada, mama se napravi en nahrbtnik, razne stvari, ampak so še spali doma zjutraj, ob 4 začne treskati na vrata, pa na okno. En nemška četa. Kaj hočejo? Lahko bi naša vhodna vrata, samo en rigli so imela, pa niso prišli noter. Kar nekaj bo tiho in pa se pa moram iti. Pa so šli, rukzak, v hrib gor, mimo za hiše, a bi šel noter, bi se malo pozanimal. So že kar mimo, noter so pa slišali eno veliko kričanje, so pa tisti nemški, pač Nemci so zasliševali, bila so zorka, sta se pisala, mož in žena, in okrog pa so bili nastavljeni mitraljezi, ta nemška četa, nekaj jih je pa tam. So šli mimo, v drugo vas, čez nekaj časa pride pa moj sestrič, Franci, imel na rameh en kos sena, prišel mimo in rekel, ata so srečno prišli do nas. Rekel, hvala Bogu. Kaj pa je bilo? Partizani so zajeli enega človeka, Koštomaj se je pisal, ki je bil izdajalec. Pa se ga tam v hribih je bila ena klet, tam so ga imeli zaprtega, so ga mene pretepali, pa zreševali, zaprli in mi pa všel in je vse povedal dol na nemški postaji v Vojniku. Tako so oni prišli tja gor, kar nekrat pa se vsa vas strese, so pa tisto, so partizani imeli tam noto tudi municijo, so pa tisto minirali in potem so pa rekli, da bi vso vas odpeljali. Je pa tista gospa Zorko bila čudovita gospa. Smo hodili skupaj še v cerkev. Je pa rekla, noben od sosedov ni vedel za partizane, ker nam hodili, samo jaz. Niti moj mož ne.
popoldne ob 3 grejo mimo nas dol, je bila cesta, peljejo oba, potem pa še druga 2 malo naprej dol. Potem je pa so v Maribor, moža so čez nekaj časa spustili, ono so peljali v Dachau in je tam umrla. In tudi takrat, ko bi lahko, če bi ata takrat Nemci dobili, ko so bili prijavljeni kot partizan, ali bi jih ustrelili, ali pač odpeljali. Tako da Marija vas je uslišala. Ja, skozi čuvala, skozi. Tako da to vas je naučilo tudi ta izkušnja, da moramo imeti zmeraj zaupanje v to, kar nam Gospod pravi. Ne? Prosite in vam bo dano. Moramo z vero moliti in zares zaupati. Ja, mi smo imeli takšno vero v Boga. To me tudi pozneje, mi je ta pač Boga pa Marijo, sploh kaj smo molili, smo vedeli, da Bog posluša in da nas bo uslišal. Nas je tudi. Čudovito. Čudovito. Ja, kako pa ste med vojno upravljali šolo? Kako je potekalo vaše šolanje? Šola je bila nemška. Jaz sem šel pol leta 40, že v šolo 1. razred. In potem pa je bila nemška šola. In spomnim, prva učiteljica je bila zelo prijazna. Schmidt se je pisala. In seveda slovensko ni znala, ampak pokazala mizo, rekla tiš, dobro, tiš, pa klop, bank, pa okno, fenc, tako naprej. To sem si zapomnil, sem bil še domov, sem rekel, mama, jaz pa že znam nemško. Ko sem tiste besede, tako je bilo. In to smo hodili. Samo, bilo pa je včasih tudi, nismo imeli, stara mama je hotela imeti, mi smo rekli Aufzug, smo rekli. To je nemška beseda Auszug, izvleček. Toliko krompirja, toliko mesa, toliko tako naprej. In enkrat je prišel. Potem so nam vse pobrali. Drugi to nismo imeli nič, niti zrne koruze, niti zrne pšenice, nič za froštik. Mama so nas poslali v sosednjo vas, moji teti, sem šla Joška pa jaz, sneg je bil, vsak na kanglu so nam dali malo koruze. Okrog peči je bila klop, smo dali tiste koruze tja na klop, smo vzeli kladivo, pa smo tisto malo stovklo, to nisem mogel peljati v mlin, ker je bilo premalo. To smo mama pobrali, dali piske, to smo jedli. Večkrat je bilo to. Jeseni je bilo boljše, pa pozno poletje poseni, ker smo bile jabolke, smo se z jabolke potem shranili tako naprej. Drugače pa je bila čisto preprosta hrana, pa meni so se mama smilili, ker nam niso mogli kaj dati. Pa nismo nikoli jamrali, da bi mami še težave delali, če so bili lačni. Tako je bilo. Tako da ste vi obiskovali, se pravi, nemško šolo najprej, osnovno šolo, potem ste šli v gimnazijo, ali kako? Nižjo gimnazijo. Ja, potem pa je bila nemška šola, to zadnjih 45 leta, od Božiča naprej ni bilo šole, potem več, ko so končali. Ja, potem sem pa v gimnazijo, takrat sem, med vojno nismo imeli nobenega duhovnika. Župnik, kanonik, žagar je bil odpeljan, kaplan žanir prav tako. Kdaj je prišel kakšen duhovnik iz Šempetra, Kramačič se je pisal, da je imel mašo, nabito polna cerkev je bila, nabito polna cerkev, smo bili še noter. In če pa ne, pa smo šli ali v Galicijo, ali kjerkoli, kjer smo zvedeli, kakšna maša. Smo šli, pa smo se tepli, kdo bo šel, kdo bo moral doma ostati. Mama so hteli, časno sem mama, nas otroka vse poslali, pa smo šli 2 ure do cerkve, maša nazaj, 5-6 ur smo hodili, nič, da bi imeli kakšen kos kruha. Ampak prav kaplan Žolnir je naredil tako močan vtis na vas, ne, kot ministranta. Potem, ko je prišel, ko sem prišel nazaj in je potem iskal ministrante, v začetku je bil verok še v šoli, nekaj mesecev. Tako so. Med vojno smo morali otroci z vasi hoditi v tisto hišo tam gor, ko smo bili partizani. Je bila partizanka, pa nam se tam zgajala, kako bo
potem čudovito, nič davko, cerkev bo tako hodil, vse take stvari. In ko je on prišel v šolo, je 3 fante vzel. Jaz pa sem hotel biti ministrant, ko sem komaj čakal. Meni pa ni rekel. Jaz sem se prijokal, da mu mama, kaj sem pa napravil, sem jaz dober pri veruku, vse znam. Pa meni gospod kaplan ni vzel. Mama še do njega, sem rekel, zakaj pa ne? Zakaj, vse vem. On je najboljši, ampak predaleč je. Šli se vasi visor hoditi, tukaj dol, oni so bili čisto blizu. Rekel, vse bo, pa meni je rekel, na knjižnico, sem se prvi naučil tiste latinske molitve in vse. In sem hodil v tem vsak dan ministrirati ob 6 zjutraj mašo, potem pa domov, potem pa spet šolo, 2krat v Novo cerkev z naše vasi. Poleti sem čevlje vzel v roke, ker sem imel samo en par čevljev, tekel peš, tja do cerkve, se v roke obrisal, čevlje obul, ministriral, čevlje se zul v roke, pa domov, da sem... Kako dalje ste imeli z vaše domače rojstne vasi Vizori, ne, se imenuje? Vizori, ja. Vizori do Nove cerkve. Ja. Koliko časa ste? Ja, tako, recimo pol ure bi bilo. Pol ure? Ja, pa je bilo za meni pa tisto ni bilo nič. Enkrat je bilo tako neurje, je bilo zjutraj gromelo, bliskalo, pa me mama niso zbudili. Jaz jim 14 dni nisem tega odpustil, ker me niso zbudili, da nisem šel v cerkev. Ste radi šli? Tako je bilo, sem rad šel. Ja, potem pa, ko sem nekaj gledal, jaz sem tako intenzivno ministriral. Odgovarjal sem, če so bile orgle, pa zbor, če je pel, jaz sem tako glasno odgovarjal, moj sosed Soric je rekel, pri vratih te čujem, kako odgovarjaš, latinske odgovore naprej. Silno raz sem hodil. Vsak dan sem šel. In potem pa gimnazijo v Celje nismo mogli iti, ker ni bilo avtobusa vsakdanjega. V Celje nismo koga. Je pa v Slovenj Gradcu bil moj sestrič od moje tete sin, Podjavešek iz Dvorjana. Mama se razvedela, smo šli gor. On je stanoval v osnovni šoli, tam na kavču je spal. Pa smo jeli in smo ga vprašali, če bi še meni vzel, rekel, dobro, pa naj pride. Pa sem pa lahko šel v Slovenj Gradec, v šolo. In naprej sem moral napraviti en takšen spremni izpit, kar smo znali. To je bila nižja gimnazija potem? Takrat je bila nižja gimnazija z nižjo maturo. 3 leta? 3 leta. Pa je bila pa višja gimnazija, 5 let pa višja matura. To ste pa potem upravljali že v Mariboru, ne? Potem sem pa hodil tam bil en čudoviti župnik Soklič, bil tak cerkveni zgodovinar, imel je muzej, da sem ministriral, tako fajn je bilo. In sem tam napravil potem malo maturo. Je pa rekel, če hočeš, če boš šel pa za župnika, moraš pa iti v klasično gimnazijo, se moraš latinsko učiti. In grško. Ja, pa me je on začel malo latinsko učiti, malo pred počitnicami. Rekel, zdaj pa pojdi domov, pa reče kaplanu, naj te on naprej poučuje. Sem šel v Maribor na klasično gimnazijo, bil tam ravnatelj, županek. In sem vprašal, jaz bi rad prišel na vaše gimnazije, pa sem tišel, moram dopolnilni izpit iz latinščine, kaj moram. To in ta knjigo, pa mi je rekel, koliko lekcij pa moram predelati. Jaz sem razumel 130. Dobro je, grem domov, kaplan je rekel, bila julij, pa nič ni, avgusta je šele začel z menoj. Potem sem pa vsak dan po maši, jaz sem ostal v cerkvi, tam v Farožu, sem kaj pomagal. Potem za kasneje se učil po 4, po 5 lekcij, gramatiko, besede, vse skupaj, da smo to delala. In 2 dni pred izpitom smo končala, smo enkrat še malo skozi, je rekel, pojdite v Maribor, če boš napravil, če pa ne, pa ne. Sem šel tja, in nas je bilo, takrat je bil tudi gospod Kramberger zraven, pa ne vem, da potem, da ni ostal na klasični gimnaziji. Kasnejši nadškof. Ja, gospod Kramberger. Z njim sem bila potem itak bogoslovje 3 leta skupaj v eni sobi s Krambergerjem. Še zdaj smo povezali med seboj. Ja, potem pa je bilo pismeno, potem usmeno, potem smo čakali, nas je bilo kakih 15 ali 20 nas je bilo. Prej je profesor noter rekel, ti si napravil, ti nisi napravil. Mene pa nazadnje rekel, Kraljič,
Rekel, pismeno si zelo slab, uslovno pa se nekaj znal, nekaj pa pridi. Dobro, potem sem šel domov 2 dni, tja, stanovanje sem dobili pri 2 starih ženskah, nekje na Gosposvetski cesti. Potem pa je prišel profesor latinščine, rekel, sem pa malo pogledal, koliko ste se kaj zapomnili od lanskega leta. In začel spraševati, pa nešne, jaz pa roko gor, za drugo, jaz roko gor, 3-krat, 4-krat. Rekel, kaj pa je s teboj, kraljič? Pri izpitu si tako malo znal, pa vse znaš. Sem pa rekel, ja, to je začet, kot so te lekcije 20 do 30. Ja, kaj pa si ti? Jaz sem pa do 130. Rekel, butec. Je bil, to sem potem imel grščino, pa latinščino, potem vedno odliko skozi do konca. Čudovito, ja. Potem sem začel hoditi v gimnazijo, oziroma so hoditi ministrirati. Tam je bil takrat v Mariboru en stolni župnik, Umek, se imenoval, en mali človek je bil. In je bila Maša vedno pred najsvetejšim. Vsako smo v Štrancu izpostavili. Se mora najprej vzeti šamelj, da je s tabernaklom v Štrancu peč, pa tiste velike štenge noter. Tako da mene je, hotel mi je samo meni. Jaz sem bil tako liftik, pa močen sem bil, da sem delal. V 6. razredu pride v gimnazijo, pa pride učitelj, profesorica Zupanek, pravi, tebe so pa imeli zdaj v obravnavi, tukaj na komunistični partiji, ki hodiš ministrirati. Verjetno te bodo vrgli iz gimnazije. Vrgli so pa že enega mojega sošolca, Topolovec, je pa stanoval tam vis-a-vis v dijaškem domu, pa smo me potaknili socializanske knjižice, ko so jo ti stranci izdajali. In so rekli, da je propagiral za to, pa so ga vrgli. Ampak bila ravnateljica, oziroma ta razredničarka tako fair, da čeprav je bila sama v partiji, verjetno, ne? Ona je bila komunistka, ampak imela pa rada nas, kmečke fante, ker ne bo slabo šlo. In je pa skrbela za fanta, da je prišel v Celje, gimnazijo, isto leto napravil maturo kot mi in je šola kot tam semenišče. Ja, pa rekel, če hočeš tukaj, rekel, sebe vseeno, kaj boš študiral. Se si mislil, kaj bom šel. Ampak moraš nakončati. Ja, pa sem pa rekel, ko sem umil, ne smem več. In pa sem začel pa hoditi pa k jezuitom. Ministrirati. Ja, tam bil pater Berden. In sem tam hodil k maši, v nedeljah tako. In tako sem stal. Imeli smo pa en kvintet. Jaz sem bil tam tenor zraven in smo večkrat nastopali. Za mene so pa takrat začeli opazovati skozi strani. Udba. Ja. In potem stalno, ja, kaj boš pa šel, jaz literarno sem včasih pisal kakšne pesme, kadašnjega, tako verjetno bom šel mogoče slavistiko. Ja, ko je bilo matura končana, ko smo maturo napravili, jaz sem tudi zelo dobro napravil. In vidijo potem tisti fantje, trije so bili komunistični partiji, mladinski, te do mene, pa so hoteli iti en popoldne, gremo na Dobano malo popivati pa tako okrog. Jaz ne morem, jaz sem tukaj doma, moram imeti avto pomakati kositi, ne grem. Rekel, pojdite sami, in sem jih nagnal. Ja, pa jutri bi šli pa s teboj v Ljubljano, da se si že pisal, še nisem. Niso pri meni nič opravili, so šli nazaj, tam je pa Maša na Keblu, na Pohorju, en škafar je imel, da sem bil tam zraven in takrat, jaz sem itak imel to željo skozi, in takrat pa je bilo dokončno 17. julija 1954 sem šel v Maribor, pa se je vpisal v škofu Dežečnikov za bogoslovje. Čez en teden dni dobim poziv za vojaštvo. In sicer pač tam bil nekdo, sem povedal, ki je pač delal za komuniste, za partijo. In sem v en teden dni sem moral nekaj dobiti en tak leseni kovček in so me poslali v Kazenski puk, v Sremske Karlovce. Pridem tja dol, ob 4 zjutraj, konjenico smo imeli, 4 zjutraj, Brdska konjenica, pa havbica smo imeli.
4 zjutraj vsak dan vstajali, potem imeli vsak dan vežbe, dopoldne, popoldne ali pa kakšno delo. Nismo v 2 letih, enkrat nisem smeli iti za pol ure, da se dol vlegel. Nič, dopoldne, popoldne. In potem pa... Ampak vi ste bili najboljši strelec, tako s topom, puško, pištolo. Meni je komandant naš je bil Slovenc, pa je rekel, kdo je, ima kakšne šole, rekel, jaz imam maturo v gimnaziju. Rekel, pa sem popoldne lahko malo pisarni, kaj pisal, pa delal, pa tiste take stvari. Potem je bila praznik Jugoslovanske armije, pa bi nekaj napravil. Pa sem sedel neke knjige, so na 3 skeče naštudiral s mojimi fanti, nekaj pesmi, na Juriš, Hejper, pa tak naprej in take stvari. In sem tam, jaz se predvajal, fanti so cepetali, takšne proslave še niso doživeli. Pride kurir iz Skapje, pravi, moj mi tja dol. Pride dol, tam sedi nek 5 generalov. Momče, dobro se napravi, ja, takih ljudi trebamo tako naprej. Ja. Škof pa mi je rekel, Dožečnik, če vas bodo vprašali, kaj boste študirali, rečete klasično filologijo. Ker sem pa tam grešno tisnil. In potem pa vprašal, ja, kaj boste študirali, sem rekel, klasično filologijo, verjetno. Takrat pa vstane eden od teh generalov, kaj so pač bili, oficirjev, pa se zadere na mene, pravi, 17. julija, o 5. popoldne si Peškov od Dožečnikov in sem se opisal bogoslovje. So že imeli informacije? Vse. Tam je bil en duhovnik, kanonik Ostrc, takrat na škofiji. Enega sem bil pri kaplanu Žolnirju. On je bil nekoliko škrupel, pa je rad videl, da sem prihajal popoldne, da sem skupaj Berbir molila. In je bil Radio Vatikan, ko je govoril o njem, o tem Ostrcu, kakšen je bil. Tako da je on tisto dal naprej in sem potem takoj, pa sem bil tam, potem sem pa grozili, da sem nalagal Jugoslovansko armijo, v zapor, pa naprej, ven iz pisarne in sem tam bil kot navaden vojak skozi. Ampak kot vojak pa sem bil dober. Smo streljali s topovi, jaz sem bil najboljši od vseh, smo imeli en ploton, nekje iz enega hriba na drug hrib. Tam eden je moral najboljši nešančja streljati, je bil en grm tam gor. In potem, ko se je cel vrtel gor, pa sem pa tja, so se pokazali merila. Tiste merila se dal potem drugim. In jaz sem drugim, prvič bil samo podbačaj, drugič pa točno noto si grm. Komandant, ki bi tam rekel, tako še nismo imeli. Rekel, 4 dana odsustva, 14 dni dopusta. Smo pa takoj začeli pa z liševanjem. Tistega nisem dobil. Potem je bilo spet enkrat streljanje s puško, ne vem koliko 100 metrov, pa je bila samo ena luknja, malo večja. Drugi je podbačaj, nadbačaj, kaj je bil, ne, pa se gleda, ne, je šlo vse skozi eno luknjo. Tako dobro streljali. 14 dni. Potem enkrat smo bili na dužno, smo bili na vežbi, pride v kasarno, je bilo pa tako streljanje s pištolo, vsi oficirji pa vsake čete po 2. In smo streljali naprej na tok, pa vedno dalje. Vsi oficirji so odpadli, vojaki odpadli, jaz sem bil edini, pa moj podporučenik Rončević se je pisal, ni bil pa najboljši strelec. Rekel, momče, gleda, da me pobedi, gleda, da me pobediš. A ja neću se da pobediti. Tako smo streljali. In potem smo streljali na te točke, on ima 30 točk, jaz pa 28. Tako je pa komandant rekel, 4 dana odsustva, nič. Vi ste dobili 3-krat nagradni dopust od komandanta kasarne, ne? Kasarne, te pravega komandanta. Ampak ga niste smeli koristiti. Kosovc je vse so vam preprečili. Ja. Potem pa po 9 mesecih navaden dopust, namesto medalje smo pa dali v Načetom, smo predvsej daleč v hribi, smo imeli svoje podzemne magazine, smo tam stražili in smo delali nekaj most. In smo spali v magazinu, noter na cementu, pa hladno. Tudi na redni dopust niste smeli? Oni so šli na dopust, jaz sem tam bil skoraj 2 meseca, tam ti so delali. Sem imel vse razpokane roke, razpokane ustnice, vse. Niti
enega zdravila, kakšne maže, čisto nič. Tak sem preboleval. Ko sem prišel v kasarno, grem do komandanta, rapat, nekaj zabije sudračo, da bost, nema više vremena za osoto, nema više vremena, je konc. Tako nisem imel nič. Je pa tisti komandant, tisti Kosovec je bil pa predstavljen iz Sremskih Karlovc v Novi Sad. To je bilo najmanj 3 leta. In so mi dali karto, sem moral vsako soboto se voziti v Novi Sad na zasliševanje, ki me je on imel v rokah. In prej pa, ko sem bil še tukaj v pisarni bil, ne vem, jaz rečem takole, podrobnosti to ne moram govoriti. Bilo je eno stalinistično zasliševanje. Verjetno sem je tudi včasih z grdim, pa slepim, mogoče kakšna mamila ali s kakšnim fizioterapeutom, ker enkrat tista zasliševanja se bila 3 do 5 ur. In enkrat sem šel tam mimo konjušnice, pa je bil en fant Slovenc tam, kam pa greš? Sem bil še glih od zasliševanja, da moram iti v Donavo. Sem me verjetno kakšen psihoterapeut tako prepričal, da moram iti v Donavo, tam napravi samomor. In sem šel. Potem je pa on, ko je to videl, ko sem to povedal, ko veš, ne boš šel tja, me potegnil konjušnico in tam je se bale slama, da sem se na dol vlekel, kakšne 3 ure sem se prespal, da sem prišel, pa nisem vedel, kaj so mi napravili. Ampak če me on ne bi dobil, bi vi to storili? Ja, jaz to pravi samomor. Tako da je bil neki angel poslan na pot. Te pa zopet tako, da je Bog imel nekaj načrte z menoj. Da nisem tako šel. Ja, potem pa je bilo, sobota je bila za mene grozen dan, grozen, ko sem moral tja hoditi. Potem pa je bil čas, da bi šel domov, pa sem imel neko dobro obleko, pa sem dal enemu vojaku, pa mi je dal bolj slabo obleko. To je bil mesec januar. In pa pride spet iz Skapja, kurir pravi, moraš iti spet v Novi Sad. Tako take obleke, pa tako manj, ko sem imel. Jaz sem šel, so mi dali karto na avtobus, pridem tja, rekel, kako se momče, kako imaš odečo? Rekel, tako, to je odeča Jugoslovanske armije. Rekel, to je obleka Jugoslovanske armije, nič kaj druga, se snimam drugega. In potem pa je rekel, ja, samo eno povem, najprej, da ne bi šel v bogoslovje, potem drugič, da naj grem in pa da bom tam za njih delal. Sem rekel, kot vohun? Kot vohun, sem rekel, da bi jaz tam, rekel, pa jaz ne morem, da bi jaz moj prijatelj, da bi se pogovarjal, da bi izdajal. Rekel, se ne boš sam, imamo že tako noter. In potem me pa ta komandant, oziroma tisti Kosov, s tem vprašal, kako je zdaj, a boš delal z nami ali ne boš? Sem rekel, ne bom. Rekel, sutra imate 3 kralje, jutri je bilo 5., 6., pa nečeš, da budeš kot kuće, ne boš doma, je rekel. In je potem je rekel, mi smo ti preveč zaupali, ne bomo te pustili na miru. In to se je to zgodilo. In vas niso pustili? Ne. Tudi v prihodnje ne? Ne. Ampak kaj nam vi lahko, gospod Kraljič, razkrijete, morda iz teh zasliševanj, kako se je to odvijalo, tako zaslišanje? Kaj so počeli z vami, denimo? Res so to neke skrivnosti, ki jih želite ohraniti tudi zase, ampak vendarle, vsaj da imamo neko predstavo. Kaj so vas spraševali, na kakšne načine morda tudi mučili ali kaj? Ja, tudi je bilo, ja. To je bilo potem, bom te povedal, posledica tega zasliševanja, ko sem potem le šel lahko domov. Držali so me še nekaj dni, potem pa pride komandant pa pravi, danes pa lahko greš. In sem imel skozi, po 5. popoldne sem šel na vlak
In skozi sem bil, kdo bo prišel noter, če je bil vagon prazen, če je dva moška, bi me prijela, vrata odprla, vrla ven, takrat, to se je večkrat zgodilo, kaj takšnega. Do Celja, ob 3 popoldne sem prišel, potem po noči tukaj noter. Potem sem od Celja nesel zagovček skozi po tej trmi cesti, 12 km, kdaj bo kdo skočil iz grma proti meni, da me bodo fentali. Kako ste pa kaj okusili Jezusove besede, Jezusovo obljubo, ko vas bodo zasliševali, ne skrbite, kaj boste odgovarjali, kajti dan vam bo Božji duh, da boste vedeli, kaj je treba odgovoriti. Ja, seveda, tako podrobno še tega Svetega pisma nisem poznal, ampak molil sem pa stalno. Enkrat, ampak Bog me je dal še eno preizkušnjo. Tam, ko sem bil, je bil pravoslavni samostan. Bila široka ulica, je bila pravoslavna cerkev, zraven pa katoliška. Ampak se je videlo, da je skapje tam. Vsaka 2 meseca sem dobil mogoče za 2 uri izlaz ven, da sem lahko šel. Drugače pa nič, samo kazani. Jaz sem dobil in šel, bila ena nedelja, pa sem tam gledal, da ni bilo benga. Enkrat je bil en vrt, pa so bile vrata, pa skočim noter skozi tisto vrt, pa tam na Šepeniče, sem tam trkal. Sem hotel videti, da bi šel spovedi, pa da bi hvilil, da bi bil župniku. Pa bi kuharica, župnika ni doma, je tam ima neko opravilo nekje drugje. Tako sem tam spet čakal, tako da sem ven zbežal, da me kjer ne videl, da bi me dali v zapor. Ker je bilo strašno prepovedano, vse drugo. In ko ste se vrnili iz Jugoslovanske ljudske armade, iz vojske, 2 leti ste služili, niste smeli na noben dopust, 2 leti. Kaj ste potem naredili? Šli ste v bogoslovje potem? Bil sem en dan doma, takrat ste mi večkrat pisali, poznejši opad Celjski Kolšek, pa Pangerl, pa Brecel, so bili moji, sem bil kot gimnazijasti, smo bili skupaj, enkrat tu in tam, po žemlijah smo pomagali. Sem pisal, nisem dobil nobenih pisem, nisem dobil. In potem, tudi oni, če sem kaj pisal, je bilo vse odstranjeno. Potem pa sem mami rekel, pa zdaj pa šel v bogoslovje malo pogledati moje fante za tisti dan, pa sem dal nekaj denarja, sem šel brez vsega. Tja je bilo januarja, ko sem bil ravno duhovne vaje. Zdaj pa je to. Potem pa je Kolšek vprašal gospoda Uražma, ki je rekel takrat, če lahko z menoj govori, sem vprašal za Kolška. Rekel, dobro je sicer zdaj je silencijum, ne smejo, ampak za vas pa lahko. Sem tam govorila, pa veš kaj, zdaj se 2 leti nisem imel nekaj, kaj pa če bi tukaj še, to je bila na sreda ali torek, pa bi še tukaj malo duhovne vaje zraven delal. Jaz sem nič pomislil, kakvi skrbi bodo ljudje doma. Rekel, pa bom, pa sem ostal. Rekel, to pa, ko bodo, takrat nisem imel rečni zvon, ampak sem imel tam, ko bi zvon spozvonil, pa gled, kam grejo, a bojo fanti šli v kapelo, a bojo šli trapezarijo dol noter, pa gled za njimi, maršira skozi. Jaz sem tako. In so bile, ko so se predavanja, meditacije bile, zdaj pa to. Mi nismo imeli tam nobenega časopisa, nobenega radija, čisto nič. Samo slušam, karkoli pa če bilo. In pa tisto, kar se mi je dajali, mogoče kakšne mile kaj. Jaz sem 2 dni nisem razumel ene besede tega voditelja duhovnih vaj. Niti enega stavka nič nisem razumel. Nič. Niste mogli sprejeti, doumeti? Kako? Ne. Nisem vedel, kaj govori. Takšno zmedo ste imeli, ali kaj? Ja, to je bilo, sem rekel, pa, če je tako, pa sem že pa dvomiti o sebi. Jaz pa vedno moram nič študirati. Če tukaj, ker nisem nič. Si zapomnil? Sploh nič. Potem pa, pa sem volil, 3. dan, enkrat pred prve meditacije zjutraj, ko je govoril, sem pa vse razumel. Čisto vse. Naenkrat? Ja. Pa bi ga pa 14 dni poslušal. Tako je bilo. Potem je bila nedelja, smo šli potem v stolnico, je bila Maša Škofova, potem pa so me niče noter
Pol pa pederivijo fante k meni, da so me opazovali, nisem smel nič govoriti. Še zadnje 3 dni nič. Eden mi je dal eno knjigo, da sem malo vmes kaj čital. In pa so se čudili, da sem obstal. Pa pride pa spet ta Kolček, pravi. Veš kaj, to je bilo sredi, sem bil do konca januarja, so bile predavanja, veš kaj, pa ostani tukaj, pa ne pravi, poslušaj malo predavanja, tako da boš malo videl, kako to gre. Dobro je, pa bom. Pa so mi ljudje nosili zobna ščetka, pa to, pa drugo, nisem imel nič zraven. Doma pride potem sestra, ja, kaj je z mano, in pisati nisem mogel potem načeti, kje sem se izgubil. In potem so videli, da sem tam ostal, sem hodil še na tiste predavanja, vse, kar je bila logika, etika, filozofija, psihologija, pa tako naprej, kar je bilo, dogmatika, takrat še ni bilo. In potem pa pravi spet Fris, veš kaj, mogoče pa lahko kakšen kolokvij napraviš, da vedno je bil takšen zarazovalec za menoj. Ker ste bili že malo v zamudi, ne, verjetno? Jaz sem potem, ko sem nekaj kolokvij napisal, zašel, pa sem jih napravil z 9. Potem pa je, veš kaj, da še postali, pa sem pa vse izpite, pa vse kolokvije upisal in sem vse napravil. Za pol semestra, za prvega pol? Ja, 14 dni sem pridobil cel semester. Čudovito. In pa sem pa tam ostal, do velike noči, pa sem šli domov in tako da sem, ampak potem kmalu, ko sem bil v Bogoslovju, se je začelo razreševanje. Pravi, kako je tam spodaj, me kolega vprašal, tovariš vprašal, če bo sodeloval, tako da bom, jaz ne bom sodeloval. Potem se tam veliko, sem pa občutil, je bil en bogoslovec ljubljanske škofije. Mi smo lahko šli na sprehod, imeli smo od 2 pa do 5, pol 6 smo imeli študij Silencium. Ko so šli pa na sprehod, sem pa moral napisati, s kom bo šel, pa kam bo šel. Ker se več je zgodilo, da je kjera zmanjkalo, da bi se vedeli, kjera smer. In prišel do mene, rekel, če bi šel enkrat z njim na sprehod. Jaz sem se pa spomnil, rekel, ti si pa gotovo eden od tistih. Jaz te nič ne poznam, ti mene ne poznaš, pa bi šel s teboj na sprehod. Rekel, ne bom, jaz imam druge. Sta pa 2, ki sta se mi skušala približati, ampak jaz sem imel že toliko izkustva od tega zreševanja, kakšne so, da sem Ste bili previdni. In potem, ja, leta se tekla, vsaka 2 meseca, 3 mesece sem moral hoditi na Ozno, tam tudi. Niso me pustili, pa so mi obljubljali vse mogoče stvari, pa štipendije, pa vse drugo, da bi kam šel, samo da bi tisto. In potem pa pred Novo mašo so edino mene poklicali na orožne vaje. Maja meseca, potem so bile, ko smo imeli potem izpite, mene, sem bil v Celju, konjušnico, na konjih. Pa sem pa rekel, zdaj pa izpite, to še ni bil čas izpitov. Pa sem moledoval profesorje, enega drugega, da bi lahko kakšne izpite prej napravil. Eni so bili, eni pa so bili bolj trdi. In tako sem jaz študiral do 6 zjutraj, do maše, cele noči, da sem napravil nekaj izpitov. In potem sem šel na orožne vaje, pridem nazaj, fanti so bili pri Metulku nekje, na planini. Pridem tja, sem pa še imel še nekaj izpitov, ne vem, koliko jih je še bilo, pa sem šel od tistih profesorjev, en je bil na Laškem, na okrevanje, sem tja dol šel, snoj za svetopismo Nove zaveze, sem tam napravil. Tako sem potem se spet učil cele noči, da sem še ostale izpite napravil, vse. Tako sem potem šel, za njim sem bil en dan še z njimi tam gor, pa so pa duhovne vaje, te pa počitnice. Med tem časom sem pa bil 2-krat ceremonijar, enem v Gračnarju iz Šentjurja, pa gospodu Kolšku, in pa enem v Rančeka iz Šmartna v Rožni dolini.
Tam je pa tako bilo, jaz sem prišel tja, en teden dni sem bil pa tam, nismo šli v gostilno, če bi Kozovska, pa smo delali tam, mladina je prišla, to je bilo čudovito, je bilo delo, pa začeli smo potem prepevali, naprej, en teden dni. In potem, ko je slovo od doma, je prišlo kak 400-500 ljudi tja na hiši, tja. In potem pa ceremonijal sem moral imeti en govor. In ko sem imel po tistem rančigaju, spet so rekli, takrat si ti tam govoril, posod sem me spremljali, čisto posod. To je gospod Rudi Rančigaj ali Franci Rančigaj, kako mu je? Vinko je bil. Vinko. Ja. Je pa pravi, se je govoril o preganjanju cerkve in tako naprej. In pa šel na sodišče, sem pa takrat poklical drugi dan. Sem rekel, jaz imam govor še napisan in imam tam mogoče 500 prič, bom vas priče zraven pripeljal, če sem na kaj govoril. Tega so se postrašili, ker sem tako odločen bil, potem so me pustili pri miru. In tako, potem, ko sem pa bogoslovje končal, pa pride gospod Soklič iz Slovenj Gradca, enkrat v Ljubljani, pravi, jaz sem bil peš škofu, Držečniku, ti si bil pri meni v gimnaziji, nižji gimnaziji, pa jaz sem imel nobenega, pa sem se tebe prosil, da boš prišel k meni za kaplana. Slovenj Gradec. Slovenj Gradec, to je bila zlata doba za mene v Slovenj Gradcu. Zlata doba. Soklič je bil čudoviti človek. Na Deljah je bila cerkev nabito polna, jaz sem misiral do zraven vse skupaj, ampak ni pa mogel veliko. On je imel, krst imel, pa kakšno poroko, drugo pa je vse meni prepustil. Jaz sem imel, potem sem upravljal še sele zraven, pa Slovenj Gradec, okrog 500 otrok sem učil, vsak teden, 500 Na otrok. Selah je pa bil takrat župnik znameniti pisatelj Franc Ksaver Meško, ne? Ja, o tem to še nekaj povedal z njim, kak je bilo na Selah. In sem jaz vsak dan od ponedeljka do sobote po 4 ure, po 5 ur veruka, dopoldne, zraven. In potem sem pa istočasno, potem gospod Meško pa je bil dekan in vsako sredo prišel 2 ure dol iz Sel, potem šel gor v Slovenj Gradec, svoje pismo prinesel še Sokliču, že po eni ulici dol, ki sedaj se imenuje Meškova ulica. In enkrat reče meni, gospod kaplan, bi vi prišli k meni, da mi tiste matične knjige prepisovali. To so kasna knjiga, poročna pa mrtvaška knjiga. Ja, je bila zima, pa sem šel po snegu do njega in sem prepisoval te knjige. On je pa pisal, no pa še tako malo dol, rekel, gospod kaplan, če kaj ne vede, kaj vprašate? Sem ga vprašal, on je poznal celo župnijo, vse ljudi je poznal, pa mi je povedal. In sem bil tam pri kosilu, jaz sem se vračal, nekaj dni sem hodil. Potem pa enkrat se je pa nogo zlomil, sem pa jaz hodil tja gor, maševat, je bil v bolnici, pa potem bil na vozičku. Meško, ja. Potem pa, ko pride jaz tja gor, pa reče, veste kaj, gospod kaplan, tam gor je sveti Rok, 16. augusta. Potem pa bi imeli zdaj slovesno mašo, pa pridiko. On je pa vedno vabil profesorje, pa take digntarije iz Maribora, iz Ljubljane, iz Celovca. Jaz pridem s Sokličem, sem rekel, gospod Soklič, gospod Meško je rekel, da bi jaz imel slovesno mašo. Tega pa ne verjamem, tega pa ne verjamem, da boš ti bogi kaplan imel tam noter, če sami profesori hodili tja gor. In tako mi je rekel, če je, pa glej, da se boš pripravil, drugače bo prišel v cerkev, pa te bo potegnil iz prižnice. Je pa slovesno nabito polno, pa drugi, takrat ni bilo konc celebracije, ne, pa duhovni so bili. Jaz mašujem tam, grem pa gor na prižnico, začnem pridiga, kaj nekaj, on pa je bil spodaj na vozičku, kaj nekaj reče, zdaj pa se je izpolnila ta prerokba gospoda Sokliča, da bo z prižnice potegnil. Pogledam tja dol, reče, gospod kaplan, lepo ste povedali, kaj naprej, lepo ste povedali. Ja, to se da. Jaz pa sem pa komaj našel nit, da sem naprej še pridigal. Ja, potem je pa enega spet postal podan, bil sem v bolnici, pa sem pa gospod Soklič, Meško je bil nekoliko svoj. Sam je se hostije rezal s tistim nožkom, noben drugi.
sam je nesel kozarc voda po vidnem oltarju, sam je sveče prižigal, nobeden. Pridem jaz gor, pa sem videl, zakrstija je bila grda, ojej, ladnice noter, vse smeti, miši skočila ven, ena zlata štola, polovico razjedana. Pa sem rekel, ljudem, veste kaj, da bomo tu nekaj reda napravili. Ne, gospod, pustite, ko sem rekel, nič ne napraviti. Bomo, sem rekel, torek pridete ženske, boste vse parilo vzeli, speglali, pa uprale, moški bomo zbeli, zakrstijo ladnice, pa smo zunaj pa ogenj napravil, sem pa tiste razjeden, sem pa zunaj kuro. Jaz sem bil čisto iz sebe. Kaj bo zdaj tisto zlato štolo, pa je bila tako razjedena, skoraj polico, da ni bilo, sem videl, da ni mogoče. Potem pa pride on nazaj, pa zakrstijo noter. In sem rekel, gospod dekan, mi smo tukaj mičko poštimali, malo smo zbeli, pa malo pomiljak naprej. Ljudje so mislili, da mu pa nagnal. In rekel, lepo ste napravili, vesel sem, lepo ste napravili, gospod kapetan. In potem, ko je umrl, jaz sem potem bil naprej na parah v Slovenj vhod je bila ena soba, tam pa so vrata, moja soba. In tam so ga imeli naparanega, do 11 zvečer so ljudje prihajali. In jaz sem, zvečer smo Faroš zaklenil in potem smo oba šla spat, jaz sem se zbudil, Meška pa naprej spal. Pa ne bilo nič, kaj pa kar strah in tako. In potem, ko je pa bil pogreb, pa je bil še 2 dni na Selah, ogromno ljudi je bilo tam prislovesno, Šoklič je govoril, mrzlo bilo strahotno. Jaz sem se oblekel talar, rošet, štolo, pa fičko dan, pa zadaj šla cela vrsta avtov z menoj, pa drugim. Pa smo šli potem do neke doline, tam so pa čakali fanti iz Sel. Oni vzeli krsto in so jo nesli, potem so hodili sami, da bi te gor peljali. In jaz sem hodil zvečer učiti pevski zbor, za tiste pesme za pogreb. In ko je bil pogreb, jaz sem imel talar, srajce pa talar. Nič spodne majice. Nisem imel. Niste imeli, ja? Ne, kaj pa. In pa sem pa tam, tako smo trpetali, pa čakali. Gospod so pa rekli, noče imeti nobenega slovesnega pogreba, pa nič govorov, so napisali, gospod Meško. Kaj pa, tam so se vrstili govori, pa še bil Ancanka še zadnje, gospod Žečnik je tam čakal, pa gospod Ojnik bil njegov tajnik, da čakali, mi smo čakali z zborom. Končno je bilo čas, pri Faroš gor je bila pa ena lipa, smo dali eno zastavo. Zastava je takole stala, kot bi bila iz lesa. 4 glave, tako je bilo mrzlo. Pa tullo je, smo kar gledali, tullo tako. Pa so ljudje rekli, gospod so se prišli krega, zato ker bo to govoril. Gospod so se prišli krega. Pa so ljudje rekli. Jaz, ko je bil fertik, jaz grem dol, moped sem pustil spodaj, nekaj pa na hiši, spodaj pa sonce sijalo. Zgoraj pa je bilo tako, pa je bila Sibirija, tako je bilo. Ampak tako sem jaz z Meškom tam bil res v stiku, da sem ga tudi pa v lepih odnosih, tako da vam je veliko dopuščal. Pravzaprav vi ste imeli na nek način tam v Slovenjgradcu odprte roke, ne, zaradi bolezni župnika. On je nič, meni je čisto vse pustil, recimo kot kaplan. Nisem se mogel še nič kaj učiti, začel sem, jaz sem poslal najprej pevski zbor, napravil ministrante, sem da skupaj, da je bil, da tako naprej. In pa sem pa, in v tem času smo renovirali dve cerkve. Potem je pa Šmiklaužan župnik je odšel, ko je upravljal, sem pa jaz za drugo 8 km naprej. Gor na hribu je bila, za kakej šmela vidite gor, je bila samo ena hiša, tam je bil Mežno noter, pa njegova družina, drugače pa nobena hiša tam gor. Grda cerkev je bila zunaj vse skupaj. Jaz sem pa bil na Selah, smo postali ena družina z ljudmi, s pevskim zborom, vse smo delali, to je bilo takšno veselje. Ljudje so hodili, v delavniki sem imel polno cerkev, če sem šel gor. In potem pa sem rekel ljudem, da bomo pa enkrat cerkev malo poštimali. Ja, pa samo zvonik ne, ker je enkrat, ko so zvonili, pa je dol padel, pa je nekda ubil. Samo cerkev. Ne bom zvonik, veliko grdo zgleda. Zdaj, ko 14 dni novci skupaj, nisem nič vprašal župnika za denar sploh nisem vprašal. Ne.
prinesli skupaj pesek, pa apno, pa vse drugo, ko bomo začeli, pa rabim ljudi. Pa sem rekel, pa pridite, smo morali vse dosti klesati in tako naprej. Če bi bili bolani, tudi ne morate na nivo, da pa hvala Bogu niste, doma ne bo eden doma, da boš vino kovara, pa svinja, vi pa pridite. In sem je po 40-50 ljudi. Krasno. Ste organizirali še obnovo cerkva tam. In tam sem pa jaz, gor na vrh, to je čebulska zvonik, smo pa napravili gor za zvonik, zlin ven ruš, tako okrog, seveda se je precej tako majalo, sredi je bilo podzor, pa zgoraj. Jaz nisem imeli, je bil samo en fosen, brez ograje, in jaz sem z zgornjega rušta, sem se poplal po strehi dol, samo tisti fosen, brez ograje. Mi sploh nisem pomislil, da bi se mi kaj zgodilo. Kje pa? Kaj delamo cerkev, to bo Bog jaz z nami. Jaz sem tako otroško, tako butasto zaupanje, da Bog se je gotovo jezil, pa moj angel varuh. Se mu je rekel, Bog je rekel, angel varuhu, ko ne boš tega več varuha, boš pa šel v penzion, ne boš nekaj več dobil. Malo predrzno zaupanje, ampak vendarle vi ste potem nekako s težkim srcem odšli iz Slovenj Gradca v Maribor za kratek čas, potem pa v Rim na študij, ne? Kako je bilo to? Ja. Še to zraven, pa smo pa še s cerkev svetega Elizabete, sem rekel ljudem, mi bomo napravili cerkev, gradimo podjetje Zvonik, mi smo fertik bili, Zvonik, pa sem pa gradimo podjetje cerkev, bomo istočasno fertik, na mestu smo tudi po 400-500 ljudi, smo vse napravili. Pa so začeli, se bomo pa se pa želeli uvoziti tisti rušt, 2 Hrvata sta nekaj napravila, 2 metra, pa gre tako, kam pa zdaj. Jaz sem tam na rušte bil do 10-11, če sem delal, jaz sem vse delal zdraven. In to je bil mesec maj, in potem pride pa rektor, pa Nevosin, je bil statik, rekel, zvonik se naslanja na cerkev s 3 strani, treba pa zvezati ga, ko so nam odkrili, smo napravili, pa pravi, mi da sem več iz cerkev ven, župnik pa jaz, ja, kdo pa to napravil? Župnik, jaz nič ne vem, jaz ne vem, že kaplan napravil, da pa je zginil na to faroš. Pa je rekel, to ste pa napačno delali, lahko bo to štalo, kaj. Gre gor, pride dol, pravi, ko ste kaplan, stati, še ne vse v redu, če hočete, pa sami naprej ruštate, jaz vam dam ruš za ston. Pozno, jaz moram cel tisti zvoniki ruštati z ljudmi, to stala. Pa smo napravili vse skupaj. Tako da je bilo. Ja, potem pa mesec maj, smo pa vsak mesec, vsak dan smo imeli šmarnice, nabito polno cerkev, okrog 150-200 otrok, samih otrok. Je bilo vsak večer, skozi. In potem sem še 15, pomažil še 15 pesem zraven, naučil ljudi zraven. In tam vse skupaj, jaz, ko sem še tole, ko sem Šmihlavžil, je dešel, da sem delal. Jaz sem me mašal, nič kaj rekel, pomašal sem rekel, vse zdaj vem, kaj mislim, da ne bi delali, kadež gre. Sem rekel, jutri zvečer o 5, ko sem se imeli, pride moški, simramani, pa začne ruš delati, bo sonce. Pa župnika Šuplja ni bilo, je šel na dopust v Trst. Jaz sem je veril, pa sem šel zelo pod gor, normalno sonce sjalo tako čudovito. Pa sploh nisem pomislil na to. Ampak sem rekel, sonce bo, so rekli, ob 4 zjutraj smo se gledali, je deževalo, 5 je pa sonce bilo. Kaj je bilo? Ja ne vem, jaz sem je tako, tisto, kar sem zmeli, sem se zmislil, da moramo napraviti, da tisto bo. Bog nam pomaga, ne bo nič, kaj nas tako. Z velikim zaupanjem, skoraj predrznim, ampak gledajte, sedaj od tam, se pravi, ste potem prišli za kratek čas v Maribor in potem na študij v Rim. Ja, jaz sem pa hotel, da sem tega že prej nekaj glasbo študiral, pa sem šel v Škofu, da bi šel v glasbo študirati v Rim. Seveda, Škof je bil pravzaprav tudi za to, Držečnik, pa mi je dal to dovoljenje, da sem v Sloveniji, takrat bil Slovenik na Via Aurelija, pri Špancih gor, še ni bilo Slovenika. Potem pa je pa spodaj v Vatikanu, je Campo Santo, to je nekaj nemški koleg. Tam pa je bil tam štipendij za cerkveno glasbo. Pa sem pa tako, da sem tam 2 leti, sem tam bil, sem hodil na cerkveno glasbo, pa bi tu stal na gostino.
pa bakalavrat, pa potem licenco, pa vse. Z magisterijem zaključili študij potem cerkvene glasbe? Ja, potem pa sem, jaz pa ne bom, potem samo kot nek organist, hočem pa to po koncilsko teologijo, še malo sem se pa upisal na Angelicum, to so dominikanska, tam Gregoriana pa Angelika, dve te glavni papeški univerzi. In sem tam potem študiral, še 4 leta in sem potem napravil doktorat iz teologije? Doktorat, 600 strani, italijansko sem pisal, potem pa, jaz pa, ko sem pa bil, šel sem kam pa sam da ven, še pa škof rekel, jaz pa nimam nobenega štipendija za tebe, ne moram nič, jaz bi šel na teologijo še naprej. Rekel, če se bo znašel, pa sem začel voditi ljudi po Rimu, tam je bila Piazza Navona, je bila ena sestra Teresita, avstrijski reisebiro in je rabila vedno vodiče. In potem sem si, kar je bilo, kar sem lahko, sem jaz tam bil in sem bil spet najboljši vodič od vseh. Jaz sem enkrat Rotala Rajzni je bilo iz Bona, pa začeli smo pri Santa Matila katakombah, pa je rekel, da ste Feltne se pisal, bi raz za vodiči, govoril, 15 nas je bilo. Oni so bili 400-500 ljudi, so prišli dol. In potem rekel, Dojen Kraljič, rekel jaz, rekel, ko gremo nazaj, vsi ljudje govorijo o vas, kaj ste vam pokazali, drugi ljudje polovico tega niso vedeli. Jaz pa poznal italijansko mentaliteto, če je rekel šofer, rekel Karali, je bilo podjetje, ja, ali Cinque Devil, kazal, v petek mora biti doma, rekel, ne ste treba biti. Gremo še to cerkev pogledati, pač ono cerkev, vse pa to nekaj dobili. Potem pa je vedel. In potem sem ljudem rekel, vete kaj, da bi tako dobro, bi morali biti v petih. Ko je šel, pa smo nadevali tako naprej. Ampak najbolj zanimivo je to, da ste potem vodili tudi nemške škofe na Monte Cassino, pri Neaplju, in tam se je zgodila odločitev, da ste potem bili... Ja, potem te zadnje je bilo, smo šli Monte Cassino, da so bili same škofije, ko sem šel dol z njimi. In potem pa so vedeli, da kakšen vodič sem, pa tako naprej. Če pišem v Nemčijo, malo pomagati gor. Pa sem pa škofom z začetkom se pogovorila, sem rekel, je pa mi dovolil, je rekel, ker je med vojno. Mi smo bili takrat popolnoma odrezani od države, semenišče, bogoslovje, vse skupaj. Je pa nemška škofovska konferenca pomagala bogoslovju. Pa je rekel, ja, pa pojdi malo zdaj gor, da boš malo pomagal, da se malo odolžimo. Pa smo mislili kakšne 3 leta, da bom šel tja gor. In potem sem pa med počitnicami sem pa hodil gor blizu Dortmunda, ker so prišli ljudje v Rim, pa so me povabili tja gor. Tam bil dekan, pa vikar in kaplan, pa so šli vsi na dopust, 8000 ljudi, pa sem sam vodil župnijo 2 meseca. Tako da sem se vadil. To je bilo v škofiji Limburg? To je bilo škofija Münster. Münster? Sam pa je bilo pa za mene nekako predaleč, tam gor. Sem pa tukaj dol poprašal v Limburg, tu pa je tam blizu hribi, Taunus se reče. Jaz sem bil navajen hribov, tam pa gor pa je samo flah. In potem pa, pa sem se pa tam oglasil in so mi dali ta sveti Frankfurt Höchst, na župniji sveti Jožef, tam sem bil subsidijar, sem pa dobil takoj 2 gimnazije. Takrat je bila še fantovska gimnazija, fanti za sebe. Da ste poučevali veruk? Ja, veruk. Župniji pa sem tudi pomagal zraven pri zboru, pa sve druge stvari. Pa je bil tam je bila pa blizu ena družina, kateri je prihajal en duhovnik iz Kelsterbacha, domači pa smo se tam dobili. Pa je rekel, veste kaj, ko so kaplan, pa vzamete eno župnijo, vse teh religionslehrer, to še... Je dovolj. Ja, on pa je bil iz škofije Mainz. Ja, kako so se tam v Limburgu so bili užaljeni, ko sem šel. Potem sem bil še tam in rekel, vse je vseeno, kjer je škofija, pa bo škofija Mainz. Že tja, pa mi dajo takoj, Ilmištat, takrat ni bilo, bazilika od leta 1120, 3-ladijska. Romanska bazilika. Romanska bazilika, kar tja.
pa sem šel enkrat pogledat, ampak je bila tako, jaz sem bil navajen tega zlata, Maria Maggiore, pa druge, vse zlato, to pa je bilo tako pusto, grav je bilo vse skupaj. Pa sem šel, pa so imeli težave, spore, župnik, pa kolpinska familija, pa škofijo, tako naprej. Pa sem bil stari župnik, ki ni bil tam župnik, ampak je tam živel. Pa mi se to povedal, ne, jaz pa sem naprej, to pa najprej na nemški duhovnik, jaz se ne bom s tem ukvarjal tu. Pojdem tam na škofijo nazaj, rekel, pojdite še enkrat, pa pogledajte še malo. Pojdem tam nazaj, tam bil eden, bivši župan, pobožen človek, vsak dan v cerkev hodil, tako naprej. Pa on imel ključe za krstije, pa cerkev. Sem rekel, gospod Franc, jaz pa ne bom prišel. Rekel, pridite, drugače bo, sem ne pride noben drugi, noben ni hotel priti gor. Bomo spadali neki drugi župniji. Pa sem pa tja. Dobro, jaz sem gospod, pa pridem, sem rekel, za 3 leta, pa nič več. Pa lepa so leta se tekla. In sem rekel, jaz sem bil slab matematik, nisem dal več šteti kot do 3, in pa bilo 37 let. 37 let, do leta 2012 ste ostali potem tam? In tam sem pa, jaz pa, kaj jaz vem, mene je razganjalo za delo. Sem potem imel tam mater in žene skupino, pa sem kopensko skupino imel, potem smo ustanovili skupino mladih družin, potem pa še stari ljudi. Pevski zbor. Pevski zbor sem imel 60 otrok, sami nemški otroci pa smo peli nemško, latinsko, slovensko. Nemško, latinsko, slovensko, 4-glasno slovensko. Posebno fantovsko skupino, 12-14. Kantorje sem imeli. Kantorje. Ja, kantorje sem imeli. To pa so bili moja desna, leva roka, s tem pa še ena šola z gitarami, s drugimi. In potem sem pa prirejal razne tudi naše melodije za naše zbore tam naprej. In smo tam res tako delali. Ampak ta vaša bazilika je znana po tem, da ste prirejali tudi veliko znamenitih koncertov, zbori, orkestri. Potem je prišel Figuralkorp, enkrat profesor Ikštad, drugi smo imeli koncerte. In sem potem v Faroš, da je bila moja gospodinja, ko je zdaj nažalost umrla, ona je prišla takrat tudi po neki poznanstvu, ko ste bili v Rimu, družina. Gospa Krista Rozenkranc je prevzela pisarno, županijsko pismo, potem je mašne štipendije, vse ona urejala, potem je računovodstvo imela, potem še zraven smo imeli eno knjižnico, je tisto nekaj časa volila, potem je pa prevzela še knjižnico zapustila in pa postala zakristanka 30 let v tej. In jaz sem imel pač veruk v šoli, potem izvenšolski veruk pa je bil prvo hajilo pa Birma. In sem jaz vodil tam in ljudi lahko navdušil enkrat. Cela skupina prvih hajncev, vsi so hoteli biti ministranti. Tako da sem imel do 70 ministrantov. 70 ministrantov. In za take velike praznike, nas je bilo tam zbor 60, pa še ne 40 ministrantov za veliko noč za Božič, tam okrog, to je bil velik prostor, tako naprej. Vabili ste jih pa iz skupin prvobhajencev? Prvobhajencev, ja, vedno s prvobhajencev. In te veliki, eden je bil že 25-26 let, pa ne hotel iti, še zmeraj ministriral, zmeraj še hotel biti zraven. Tako smo imeli velike ministrante, male ministrante, potem so obleke, teh vrst oblek smo imeli tako naprej. In to je vse urejalo moja gospodinja. Tako naprej. To je bilo nekaj tako, za Božič, prva božičnica, v 4:30 družinska, okrog 600 ljudi sem imel v cerkvi. Koliko smo imeli še razne klopi, pa stole, smo se prenesli noter, stranske ladje noter in potem sem vedno, tisto pač igro, to je bilo vse liturgično, iskanje prenočišča, Herberg Zuchen, vse napravo. In ljudje so prihajali za veliki teden, sem pa s fanti, na veliki petek, 3 popoldne je bila vedno slovesno, ob 3 popoldne, gor je bil praznik, veliki petek. In sem fanti, jaz sem napisal en pasijon in smo peli pasijon 4-glasno, jaz sem pel potem evangelista
in pa dirigiral zraven, druge pa so se fanti. In je bilo vsako leto je bila nabita polna cerkev. Oddalje so prihajali. Obenem ste pa ostajali v zelo močnem stiku tudi z domovino, Slovenijo, z vašo domačo župnijo. Vaš domači zbor svetega Lenarta ste celo gostili nekajkrat na vaših glavnih slovesnostih tam, ne? Ko je bilo leta 90, tam je bil v cerkvi je grob svetega Gottfrieda iz Kappenberga. To je bil mlad grof, najbogatejši, pa najposlavnejši v svojem času in je potem bil pa zelo za notranje pač nastrojen in je potem se odpovedal vsemu, on, njegov brat in njegova žena. In je tukaj v Ilbenštatu imel tudi področje in tukaj zgodil samostan in tukaj tudi potem umrl. In to sem jaz potem, prej ni bilo tako veliko, pa sem pa jaz začel pri Mastatenzarje, ki jih zdaj je zelo veliko, recimo v Wintenberg, tam imajo okrog 40 patrov, samostano noter, še taj, pa gor pri Duisburgu, en abt, Albert, za stik z njim, in sem zdaj pa je pa 900-letnica svetega Gottfrieda, pa jaz bi pa vse samostane poklical. In mi je dal naslove, sem klical opate na Češkem, v Avstriji, na Holandiji, na Belgiji. Potem pa je rekel, pa še generalnega vikarja pokličite v Rimu. Je bila 11 ur, jaz sem pa znal, kako je situacija. 11 lahko še vsakega pokličeš v Rimu. Sem ga klical noter, rekel, to je Ilbenštat. Ja, to vem. To je sveti Gottfried, ki je pomagal s Norbertu. Norbert je bil pa ustanovitelj tega reda. Ker je bil Premontrey v Franciji, pa so rekli Premonstratenzarji. In so rekli, to, rekel pa pridite tudi, pa bo tam 18 patov sem že dobil, 10 opatov, pa vsak sem rekel opatov, da boste ja prinesli sluškanico zraven. Samo tak. In potem, ja, pa ne vem, rekel, vete kaj, če ne boste prišli, boste v Vicah 500 let. Sem rekel, boste v Vicah 500 let. Tako da so z veseljem se udeleževali. Tega človeka pa moram poznati. In je prišel. Tak, in pa je prišel na zbor tja gor. Nepopisno. Pa, ko je bilo fertik. Ve se, da so vas imeli tam zelo radi. Rad bi, da nam preberete to pismo, ki vam ga je napisal ob slovesu iz Nemčije leta 2012 nemški kardinal Lehmann, da dobimo en občutek, kdo ste pravzaprav vi bili tam toliko let. Kaj vam je napisal? Gospod Lehmann mi je pisal za moje rojstne dneve, za 40-letnico, za 50-letnico, 75-letnico rojstnega dneva. Imam 5 pisem od njega. Mi je vedno pisal in potem na zadnje, ko sem potem, da bo šel, to je bil za mene, to smo pretakali za cele Ajmere. Je bilo vsi ljudje, pa jaz tudi, pa mi je tole napisal. Gospod duhovni svetnik, župan dr. Vinko Kraljič, 7. septembra 2012. Zelo spoštovani gospod duhovni svetnik, dragi sobrat, dr. Vinko Kraljič, sobrat. 9. septembra se boste po dolgih 10 letih poslovili iz Ilbenštata z veliko zahvalno proslavo svetomašo. Leta 1275 ste prišli v Ilbenštat, kjer ste 37 let dolžnosti župnika z veliko vnemo in velikim priznanjem vršili. Vi ste rojeni 1934, doživeli veliko pomankanja, grozovitosti druge svetovne vojne, grozovitosti komunistične oblasti, preganjanje in veliko krivic. Imeli ste srečo, da ste smeli na študij cerkvene glasbe v Rim. In ko ste dosegli licenco cerkvene glasbe in doktorat teologije na Angelikum, ste prišli v našo škofijo v Mainz. V Ilbenštatu ste več desetletij odlično, izvrstno, dušno-pastirsko delovali
Kot dušni pastir ste skrbeli za vse katoliške kristjane, ki so vam bili zaupani. Skrbeli ste za mlade, za stare, za domačine, za preseljence, za revne, za bogate. Skrbeli ste tudi za vzdrževanje in nego bazilike, posebno pa za obnovo bazilike. Toda še večjo skrb ste imeli za negovanje bogoslužja. Bili ste zvrstno sposobni za mladinske zbore in s farani ste ustrezno baziliki gojili cerkveno petje. Nastala je globoka atmosfera češčenja Boga in molitve. Na poseben način ste tudi osebo in vlogo svetega Gottfrieda in njegovega reda v Ilmenštatu in v okolici ljudem razglasili spiritualiteto svetnika in tega reda, ste poglobili in poživili. Poživili ste tudi romanje v Ilmenštat. Vi ste v teku desetletij Ilmenštat resnično tako visoko vzdignili v ogledu, kakršen je danes. To je vaša zasluga. V Ilmenštatu ste se zvrstno razumeli tudi s farani. Veliko stvari bi bilo potrebno še omeniti. Obnova župnišča, skrb za otroški vrtec, vaša skrb za dušno-pastirsko delo z mladino, z otroki. Ustanovili ste skupine Mater in žene, Mlada družina, Družina Kolping in skupina starih ljudi. Imeli ste skrb za ministrante, včasih je bilo 60 do 70. Mislim pa tudi na veliko število krstov, prvobhajencev, birmancev, pogrebov, porok. Kar se tiče gradbenega dela, je treba omeniti vaše delo, ko ste uredili in tlakovali prostor pred cerkvijo, dolgo stopnišče, notranje obnovitev cerkve, vseh treh ladij in stranskih kapelj, obnovitev križevega pota in prižnice. Priskrbeli ste čudovit novi glavni oltar, osvetlitev cerkve od zunaj, dvakratna obnovitev in povečanje otroškega vrtca in župnijske knjižnice. Bazilika na hribu blešči v vsej svoji lepoti. To je vaša zasluga. Omenite treba tudi veliko potovanj v Rim, ki ste kot strokovni vodič razlagali faraonom lepote in znamenitosti večnega Rima. Veliko razgovorov ste imeli tudi z bolnimi, umirajočimi in ljudmi v sili in potrebi. Spoštovani gospod župnik, dragi sobrat, dr. Kraljič, gotovo ste imeli v teh letih tudi kakšne težave. Niste pa pri vsem tem izgubili svojega humorja in veselja do dela. Jaz vam bi rad za vaše tako dolgoletno konstruktivno delo izrekel presrčni Bog povrni. Vesel sem, da vas bo gospod prelat Jürgen Nebefeld v imenu vse škofije in v mojem imenu spremljal pri slovesni poslovilni sveti maši. Mi vsi vam izrekamo presrčen Bog povrni za vaše tako blagoslovljeno delo v naši škofiji. Veseli bomo, ko boste v Sloveniji ostali z nami še v stiku. Želimo vam, da bi se dobro vživeli v vaše pastoralno delo, v vaši stari in novi domovini. Želim vam obilo Božjega blagoslova za telo in dušo in ostanem z vami z bratskim in hvaležnim pozdravom, vaš škof, kardinal Karl Lehmann. Ja, iskrene čestitke, hvala lepa, da ste nam prinesli zraven to pismo, ki smo ga želeli in tudi, da ga naše gledalke, gledalci slišijo, da vidijo, kako je en slovenski duhovnik bil aktiven toliko let v Nemčiji, zato vas je tudi pristojni škof škofije Mainz gotovo predlagal, da postanete papeški kaplan, monsignor. To je naziv, častni naziv, ki ste ga dobili v Nemčiji.
Ponosni smo na to, veseli gospod Kraljič, in tudi sedaj že od leta 2013 delujete v Sloveniji, kar naprej niste šli v penzijo, ne? Ampak župnija Črešnice, župnija matere Blaženega Antona Martina Slomška, domača župnija njena, ne? In pri Mariji Snežni na Svetini ste sedaj župnik že kar nekaj let, ne? Tako, mimo grede še tole, ker sem tam gor, smo imeli, lahko prišel prej do kakšnih finančnih sredstev. V Novi Cerkvi sem z gospodom Želnirjem, smo kupila 2 zvonova, 3200 v Pasavu, potem pozneje pa še jaz sam, pa moja gospodinja še en zvon 1700, tako da ima Nova Cerkev čudovito zvonjenje. V Črešnicah je pa potem gospod Kuščar, s katerim sem bil v stiku že kot šolaček, pa naprej kot gimnazijast, bogoslovec, smo hodili k njemu. In rekel, ti si tako dober, mi enkrat pisal, ti si tako dober za Novo Cerkev, še bi imel kaj za našo nebeško banko, za naše orgle, za nebeško banko. Potem sem pa pogledal, takrat je hodil gospod Košek na rožmensko nedeljo in sem videl, dobro je, pa sem poklical gospoda Jenka iz Ljubljane, so orgle demontirali, zrihtali, poslali malo bolj nazaj, spredaj pa moj brat, ko je bil mi napravil še tak majhen balkonček zdraven, tako da prej je bilo pa nekaj pevcev na te strani, nekaj druge strani orgel. Ja, potem pa še imel razne freske, smo delali, razne kapelje smo, zdaj ko smo tam, smo pa cerkev, tudi Črešniško, nebeška banka je vse to napravila. Vznotraj, od zunaj, zvonove smo porihtali, razsvetljavo in pa ozvočenje. In potem pa zraven imamo še Fatimsko Marijo na kapelo, smo tam napravili tam nova okna, nova vrata, zbelili, nova streho, tako to je bilo vse, pač ta nebeška banka. In neka previdnost Božja, ne? Ja. Iskrene čestitke, gospod monsignor dr. Vinko Kraljič, za najprej vašo tako pokončno držo kristjana, Kristusovega duhovnika, že od začetka, da ste vztrajali, da se niste pustili nobenim vetrovom, da bi vas premaknili iz tega mesta odločnosti resnično za Jezusa, za njegovo cerkev. Želimo vam še veliko trdnega zdravja, da bi še dolgo ostali med nami. Ste videli, kako so vas imeli radi pravzaprav na vseh župnijah, kjer ste delovali, še posebej v Nemčiji, kjer ste gotovo tudi odšli s težkim srcem. Imate še stike z njimi? Veliko hodijo dol, pišejo vse skupaj. Zdaj je bilo toliko, da sem za 60 pisem, koliko je bilo za moj jubilej, tako da sem na župniku pisal, da mi jaz napisal zahvalno pismo, da ga bo dal gor v župnijsko pismo, ker se ne morem vsem zahvaliti. Pa še nekaj to, kar bi rekel, ker ljudje pravijo, zdaj do Črešnic stanujem v Novi Cerkvi Višnji vas. 10 kilometrov, na Svetino okrog 30, vsak dan sem na cesti, sem in tja. Ja, pa še lahko zdaj 86 let, ko je bil škof gor, Marija Snežna, pa na pozdrav, rekel, ja, pa tako gospod, rekel, zdaj 88, rekel, ne, med pridi, gospod, jaz nisem 88, rekel, zdaj sem še mlad, imam samo 86. In potem pa, da se lahko vozim, jaz sem Bogu iskreno tako hvaležen, da lahko še to delam po teh letih. Potem pa nekateri, pa rečem, kako lahko še tako dela, da bi Bog pusti. Pravim, to imam pa 2 stvari. Ena je, jaz molim k Jezusu, rekel, ljubi Jezus, vzemi me k sebi, modi se pa ne. To je eno. Drugič pa, Jezus je rekel, Bog noče smrti grešnika, ampak da se spokori, pa večno živi. Rekel, jaz sem pa grešnik, pa se nočem spokoriti, Bog pa mora ostati zvest svoji besedi, pa me ne more vzeti k sebi. Tako da se to pisalo, to je tako lepo. Ampak to je pa dejansko tako, vsaka sveta maša, ko greš, je za mene bistvena maša, ko sem že tako rekel, lepo je bilo. Zelo lepo, da tako veselo zaključiva, kljub tako trnovi poti, ki ste jo morali dati v svojem življenju skozi do danes. Iskrene čestitke še enkrat ob vaši biserni maši. O tem nisva imela časa, da bi bila kaj več povedala, kako ste praznovali. Verjamem, da so vam gotovo župljani pripravili zelo lepo slovesnost. Na Svetini se napravi, ja. Ja, če Bog da,
še kdaj v našem studiu. Res najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli med nas. In jaz sem danes pa hvaležen Bogu za vse križe in težave, ki mi jih je dal, ko sem na začetku rekel. Če jih ne bi imel, mogoče ne bi bil danes tukaj, pa ne bi bil to, kar sem. Tako pa me je Bog vedno držal na vajetih, pa me vodil in me sedaj tudi še vodi. Sedaj vozite v hribe 10-25 km daleč iz Nove Cerkve, na Svetino tudi, tako da vam želimo srečne poti tudi in varne. Ne? Rad grem, ker ljudje, ko so majhne županije, pa bi vedeli, če ne bi imeli izhoda, ne bi imeli nobenega. Tako pa imam z vsemi ljudmi, grem vsako leto, požegnam vse hiše, po vseh hribih in dolinah, po Svetini in pa Čerešnica, posod grem, vse požegnam. In tako. Čudovito. Zato, ker smo sedaj malce podaljšala najin pogovor, ne, in vi imate že ob 6:30 zvečer, oziroma ob 7 zvečer mašo, tako da obvestiva vaše vernike, če slučajno zamudite kakšnih nekaj minut, ne, da bodo počakali. Ne imam še časa, ker na Čerešnico nimam tako daleč, to že... Ni težave. Ne. Dobro je. No, lepo. Hvala vam, gospod Kraljič, da ste bili med nami. Ne? Prosim, lepo. In tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste naj poslušali.